Vlasta Zorko je ena vidnejših slovenskih kipark druge polovice 20. stoletja. Kiparka po drugi svetovni vojni je med redkimi profesionalno izobraženimi bila prva, ki se je na področju kiparstva tudi uveljavila. Gre za prvo priložnost, da smo izbrali njen opus. Pri njej gre za več fenomenov, gre za kiparko, ki jo štejemo kot prvo povojno kiparko, čeprav ni prva, ki se je vpisala na akademijo, še kakor bi pa lahko rekli, da je prva, ki se je skozi kiparstvo dejansko tudi uveljavila. V zavest Mariborčanov se je vtisnila na mnoge načine. Najbolj viden pa je njen kiparski prispevek v javnem prostoru. Gospa Vlasta Zorko je ustvarjala veliko število javnih plastik v prostoru mesta Maribor, kot tudi bližnje okolice. V samem Mariboru recimo je 35 spomenikov z njeno signaturo. Razpeti so v kar precej široko časovno obdobje. So med sabo zelo raznoliki, vedno znova se je kiparka nekako uravnavala na naročilo, torej na značaj naročilo, na značaj dogodka oziroma osebe, ki je bil spomenik posvečen. Čeprav je umetnica dalj časa odlašala z idejo o razstavi v UGM, se je po vsem času le vdala, pravi, in dopustila, da svoja kiparska dela predstavi širše. Pravzaprav pa zdaj za to obsežno razstavo, ki je na nek način, ko ste sami dejali, da hvala Bogu, da niste se preveč razgalili, ampak vendarle gre za delo skozi vso vaše obdobje. Kakšni so občutki ob tem? Zelo mešani. Mislim, da je tudi nekaj občutek odgovornosti, da nekaj potegneš črto. In s tem pa tudi seveda nastane en pregled preteklega. Na kaj ste najbolj ponosni? Kaj je tisto, kar vam je nekako najbolj pri srcu? Ne bi mogla reči, da nič prav posebej. Neko normalno delo, tako kot vsak drug človek dela celo življenje, ali pa vse do nekega leta starosti zaključiš. In imam privilegij, da lahko tako imenitno zaključim v neki galeriji, medtem ko če si recimo uradnik, ne moreš pokazati vsega opravljenega dela, ki si ga pa tudi opravil. Ob tem je treba izpostaviti dva fenomena kiparke. Uspešen prodor v javni, pretežno moškim naklonjen prostor, hkrati pa se umaknila v svoj prostor, kjer je vseh 60 leti posvetila izključno enemu motivu, upodobitvi žensk, kar je redko ne le v našem, temveč tudi svetovnem prostoru.